Dober vdih je pol dobrega govora. Zakaj? Ker je naš govor sestavljen iz vdiha in govorjenja, med katerim poteka izdih. In če je naš vdih neoptimalen, je moj inštrument potem za govor neoptimalno postavljen. Da pa lahko dobro vdihnem, moram biti sproščena. Moja čeljust mora biti sproščena. A veš zakaj? Zato, ker pri govoru največkrat vdihnemo skozi usta. In to je čisto okej. Ne rabiš pri govoru dihati skozi nos, pri ostalih aktivnostih super, pri govoru pa kamo dihaš skozi usta. In če hočem dobro vdihniti, če je moja čeljust zategnjena, bom med vdihom vlekla zrak v pljuča. Dober vdih je pa tih vdih in je vdih, kjer zrak samo sprejmem. Torej, moje telo samo sprejme zrak. Zato mora biti moja čeljust sproščena. Dajmo roke na čeljustni sklep, sprostimo čeljust, ker masiramo to mišico, ja? In zdaj med vdihom dopustimo, da grejo naša rebra vstran. Da naše telo samo sprejme zrak v pljuča. Torej, to je odličen vdih, da sprejmemo zrak, da telo samo sprejme, brez da mi vlečemo. Ali pa da ob tem dvigujemo ramena. Ramena sproščena, sproščena čeljust. Sprejmemo zrak. Naredimo to še 3-krat, lahko damo ob tenko, sprejmemo zrak, še malo roke vstran. Še 2-krat, sprostim čeljust. In še enkrat sprostim čeljust. In zdaj poskusim, medtem ko se z nekom pogovarjaš, res sprejeti zrak v svoja pljuča, da grejo rebra vstran, ti pa tukaj gor ostaneš sproščen in samo dovoliš telesu, da dela tisto, kar že zna.